Dobrodošli v Komendi, ponovno, tokrat na jesen. Hvala seveda godbi Komenda, v nadaljevanju pa bomo skopčili pod Židano Marelo z mažoretkami in godbo Komenda. Najlepša hvala godbenikom in mažoretam, hvala lepa, ker ste jim namenili en velik aplavz že ob uvodu. Mi pa seveda nadaljujemo. Besedi vabim častnega občana občine Komenda, predsednika Konjiškega kluba Komenda, gospoda Lojzeta Laha. Spoštovani vsi, lepo pozdravljeni na 23. jesensko kmetijsko-obrtnem sejmu. Posebej pozdravljam ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospo dr. Aleksandro Pivec. Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo gospoda Zdravka Počivalška. Župana občine Komenda gospoda Stanislava Poglajna. Predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije gospoda Cvetka Župančiča. Delegatinjo Zadružne zveze Slovenije zastopa Petra Vriska je Anita Jakuš. Načelnika upravne enote Kamnik gospoda Mihaela Novaka. Če je res, kar se prijelo Komende in našega sejma, se lepo sliši, da bodo od danes do nedelje spet vse
poti v Sloveniji in celo prek meja vodile v Komendo. Res pa je tudi, da imamo tokrat na sejmu na urejenem spodnjem delu ob tribuni asfaltiran celotni prostor. Ob 12. do 14. oktobra na sejmu na 50.000 kvadratnih metrov preko 600 razstavljavcev. Zato lahko napovem, da pričakujemo tudi na tem sejmu veliko obiskovalcev. Dosedanje številke obiskov so bile v 3 dneh od 60 do 80.000. Tudi tokrat za obisk sejma nimamo vstopnine in plačila za parkiranje. In avtobus bo vozil iz parkirišča v poslovni coni brezplačno na sejem in nazaj. Obiskovalci si bodo lahko ogledali predstavljene izdelke in storitve v 8 šotorih na prostem. Po današnjem strokovnem predavanju o izbiri jutrašnjih poti živinoreji, predavanja o osemenjevanju. Bo vse 3 dneve predstavljal varno delo motorno žago. Zanima za vse obiskovalce bo jutri v nedeljo razstava konj 4 različnih pasem, tudi lipicancev. Poskrbeli smo za postrežbo in zabavni program za obiskovalce. Še posebno zadovoljni smo, da je sejem postal zanimiv za obisk visokih vladnih političnih gostov. Tudi njihova prisotnost je neke vrste spodbuda nam in posebno tudi mladim v jutrišnjem delovanju, ustvarjanju v domačem slovenskem okolju. Sejem v Komendi bo zato še naprej spodbujal te takšne možnosti, še posebno tudi na tako imenovanem turistično-kmetijskem področju. Tudi mladi morajo imeti zagotovljeno socialno zdravstveno varnost na domači zemlji. Tudi pokojnina in varnost v starejših letih jim ne sme biti nepoznana. Še posebej pa bi o tem poudaril, da je že pri pripravah in organizaciji razmišljamo, kako predstaviti čim več obiskovalcem, še posebej mladim, različne izdelke in storitve, s tem spodbuditi tudi nove ideje. Danes so že številni, ki so bili že pred 20 leti skupaj, starši med družinskimi obiskovalci našega sejma, sedaj pa so tudi že med razstavljavci zanimivi in poslovni in delovnimi zamisli. To je lepa, da ne rečem, kar najlepša potrditev tudi pomembnosti in uspešnosti našega sejma. In to je tudi za nas pobuda, da delamo še naprej skupaj. Po letošnji prireditvi sejemskega prostora bomo na spodnjem delu prihodnje predstavili različne dejavnosti v pokritih prostorih. Želimo, da bi s večjim prostorom in površin sejem vsebinsko obogateli. Da tako sedaj sodelovanjem na športnem področju, naprimer tudi z nogometom in še naprej skupaj s prostorsko opredelimo športno delovanje, tudi konjništva, ga približamo mladim. Sejem lahko tudi omogoča, zagotavlja. To potrjuje že sedaj. S tem pa ne bomo potrebovali le konjništva in sejma, ampak tudi ime Komende, ki je poznana po nekdajnim imenih, danes pa tudi po razvoju in uspehih športnih, poslovnih in šolskih in drugih področjih. Vse skupaj zbran danes odprl 23. jesenskega kmetijskega obrtnega sejma še enkrat. Najlepše pozdravljeni in hvala, kjer ste prišli. Naj vam bo Komenda še naprej tista, katera vas bodo rado vodile poti. Vsem razstavljavcem in obiskovalcem pa želim lepo počutje in poslovnih uspehov. Nasvidenje spet na sejmu spomladi prihodnje leto. V imenu predsednika Konjeniškega kluba Lojzeta Laha pozdravljam še naslednje goste in gostje.
direktorja Kmečkega glasa gospoda Petra Zadela, Gorenjska gradbena družba gospoda Branka Žiberna in Stanislava Remica, predsednika Kasaške zveze Slovenije dr. Henrika Gerkeša, častnega člana Konjeniškega kluba Komenda gospoda Tomaža Drolca, predsednika Sindikata kmetov Slovenije gospoda Antona Medveda, direktorja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana gospoda Jožeta Benca, direktorja Bjelovarskega sejma gospoda Davorina Posavca, predsednika gospoda Stevana Kazimiroviča s prijatelji iz občine Irig, v imenu skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov gospa Marija Madar Četov, poslanca in predsednika stranke Nove Slovenije gospoda Mateja Tonina, poslanko gospo Matejo Udovič, svetnika državnega sveta gospoda Branka Tomažiča, Cirila Smrkolja, dolgoletnega prijatelja in pomembnega člana pri razvoju Komenskega sejma, predsednika stranke SLS gospoda Marjana Podobnika, prisotne župane občin, občinske svetnike in člane uprave občin Komenda, društev, policije, Kamnik, predstavnike medijev in vse na današnjem 23. odprtju jesenskega kmetijskega sejma, prav tako tudi državnega sekretarja Ministrstva za okolje in prostor gospoda Simona Zajca in državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška. Spoštovane in spoštovani, zagotovo je najbolj ponosen župan občine Komenda, gospod Stanislav Poglajen, ki nam bo tudi v nekaj besedah pozdravne besede predal in nas pozdravil in povedal kaj lepega. Spoštovana ministrica za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, gospa dr. Aleksandra Pivec, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovani častni občan naše občine in predsednik Konjeniškega kluba, gospod Aloj Slah, spoštovani vsi visoki gostje, razstavljavci, prodajalci in obiskovalci. Lepo pozdravljeni v Komendi ob otvoritvi letošnjega 23. jesensko-kmetijskega obrtnega sejma. Tudi ta vikend, kot ob vsakokratnih sejemskih dnevih v Komendi, lahko rečem, sejem bil je živ. Ta prireditveni prostor in Komendo bo v teh 3 sejemskih dnevih obiskala množica ljudi, obiskovalcev, sejmarjev, kar samo potrjuje pravilnost odločitve Konjeniškega kluba Komenda o organiziranju takšnih sejemskih prireditev. Sejemski dnevi niso namenjeni zgolj in samo sejmu. Organizator je poskrbel tudi za množico obsejemskih aktivnosti, strokovnih predavanj in prikazov, razstavo konj, predstavitev obrtnikov in podjetnikov in še bi lahko našteval. V tem vikendu bo Komenda zopet kraj druženja znancev, prijateljev, poslovnih partnerjev. Komenda je kraj prikaza, gospodarskega razvoja in tehnološkega napredka. Ne samo na kmetijskem področju, ampak tudi na področju drugih gospodarskih panog. Ponosen sem kot župan občine Komenda in tudi občan, da imamo takšno prireditev, ki našo majhno občino predstavlja širom Slovenije in hkrati povezuje v oblikovanju ogledala skupnega razvoja. Vsem obiskovalkam in obiskovalcem želim prijazno in lepo počutje v Komendi, razstavljavcem in prodajalcem pa čim boljšo in uspešnejšo poslovno predstavitev. Naj bo tokratni jesenski sejem v Komendi s svojo raznovrstno ponudbo spodbuda in povabilo na naslednje prireditve v Komendi in na srečavanja ter druženja pri nas. Hvala lepa. Bilo je dovolj za začetek govorjenja, predali se bomo seveda petju, glasbi torej. Prihajajo iz 3 različnih vasi, 4 fantje, zato tudi ime Fantje 3 vasi. To so Janez Plevel, prvi tenor, Janez Golob, drugi tenor, oba iz Tunc, Peter Pibernik, prvi bas, bariton, iz Suhadol Marko Cerar, drugi bas z Gore,
So pa tudi sami odlični pevci. Njihove zapete pesmi spominjajo na vasovanje pri dekletu, prvo ljubezen, ljubi jim domek, v katerem so se rodili, vrt okoli njega rože in v njem jutranje meglice. Bliža se 10-letnica njihovega petja. Prisluhnimo jim in njihovim pesmim Pod rožnato planino, Polje, kdo bo tebe ljubil in Hiška, draga domača. Pod rožnato planino grabila jeseno, od veselja in radosti si je pila pesmico. Od veselja in radosti si je pila pesmico. S planine dol privriska sosedov mlajši sin ji prinesel kito cvetja, jeste rožnatih planin. I prinesel kito cvetja, jeste rožnatih planin. Vsi cvetje ogleduje, nabrano prav skrbno, si veselo pesmi poje in ne grabi več seno. Si veselo pesmi poje in ne grabi več seno. Zakaj si fantič prišel, da zmešal smigramo? Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. Ko bi jaz tebe ne poznala, srce moje bi mirno bilo. Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Kadar jaz bom grobu spal. Ljubil žar me bo pomladni, ljubil žar me bo pomladni, ljubil žar me bo pomladni, ki nad mano bo sijal. Jaz pa bom pomlad naprostil, jaz pa bom pomlad naprosil, jaz pa bom pomlad naprosil. Naj gre mimo tvojih tam. Tam, kjer se čuje zgaja
slavičko sladka viža. Tam poleg moja draga stoji domača hiša. Že slaba je in stara, gotovo prek 100 let. Al meni je najdražja, kot celi svet. Oboki so in nizki in slavno je pokrita, in sadovnjaku gostem je skoraj cela skrita. O mojem srcu večno, tak jasno se beli. Če tudi je uboga, od nje mi lepše ni. In to je dobra mati, kmečka me rodila, in nauke mi zlate v srce je vsadila. V hiši si tej teka, mi raje mladih let. In zato mi je dražja, kot celi svet. In v hiši si tej teka, mi raje mladih let. In zato mi je dražja, kot celi svet. Spoštovane in spoštovani, čas je za pozdravne nagovore, tako bomo že kar prvega povabili pred mikrofon ministra gospoda Zdravka Počivalška. Spoštovani organizatorji, gospod Lah, spoštovan župan, gospod Poglajen, kolegica ministrica, dr. Aleksandra Pivec, poslanca, gospod Udovič, gospod Tonin, gospe in gospodje. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da ste me povabili na vašo prireditev. Vedno sem rad z ljudmi, s katerim delim ista načela. Se pravi, da smo skupaj tukaj tisti, ki verjamemo, da je treba najprej nekaj narediti, da lahko potem tudi to potrošimo. Kot veste, sem po funkciji sicer minister, po duši sem gospodarstvenik, po poklicu sem agronom, ampak po hobiju sem kmet. Imam tudi konje doma in verjamem, da ker sem bil zadnja 2 dni na dnevi slovenskega turizma, lahko nadgradimo to panogo tudi z kmetijstvom. Tam nam je osnovni moto zelena, aktivna in zdrava destinacija za 5-zvezdična doživetja. Slovenija kot taka, k temu veliko prispevate tudi vi na kmečki strani, ne samo k temu, da smo lepo urejeni, ampak če se vrnem na konje, verjamem, da lahko našo ponudbo v veliki meri dopolnimo na področju kmečkih turizmov, na področju zdravstvenega turizma. V Evropi je preko 90 milijonov ljudi s posebnimi potrebami in tudi na tem področju lahko verjamem da najdemo kako skupno točko za boljšo ponudbo. Veseli me, da vas je tukaj veliko takih, ki
sicer verjamete v digitalizacijo, ampak na nek način prisegamo tudi na star način trgovanja in take sejemske prireditve na nek način je potrebno ohraniti, nadaljevati s tem načinom dela in tudi take prireditve uporabljati za turistično prihodnost. Želim vam uspešno delo na tem sejmu, veliko dobrih poslov in veliko sejemskih prireditev tudi v nadaljevanju. Hvala. Besedi vabim gospo Anito Jakuš v imenu Zadružne zveze Slovenije. Ja, lep pozdrav vsem v imenu Zadružne zveze Slovenije in kot je bilo že rečeno v imenu našega predsednika, gospoda Petra Vriska. Jaz bi vse prav lepo pozdravila, predvsem visoke goste, razstavljavce, obiskovalce in najpomembnejše kmete in pa kmetice. Sejemsko dogajanje v Komendi postaja dolgoletna tradicija, živ sejem, kjer se predstavlja tako ponudba strojev kot hrane. In ravno to sejemsko dogajanje je priložnost, da se ljudje med sabo družijo, pomenijo, govorijo o prihodnji skupni kmetijski politiki, kjer ravno zdaj pripravljamo ključne usmeritve. Na drugi strani pa je to odlična priložnost, da se vsi srečamo s kakovostno lokalno pridelano hrano. In ta lokalna pridelana hrana, ki jo danes promoviramo kot izbrano kakovost Slovenije, je ključna za zdravje ljudi, za razvoj in ohranitev slovenskega podeželja. Jaz želim vsem, tako obiskovalcem, razstavljavcem, uspešen sejem, vsem ostalim pa prijetno druženje na sejmu. Takole naslednjega k besedi vabimo gospoda Simona Zajca, sekretar Ministrstva za okolje in prostor. Ja, lep pozdrav tudi v imenu Ministrstva za gospodarstvo in ministra gospoda Jureta Lebna. Zdaj okolje, ki ga mi pokrivamo, pa kmetovalci gresta z roko v roki. V Sloveniji imamo to srečo, da ste slovenski kmetje, da imate posluh za okolje, kje druge tega ni. Recimo v Veliki Britaniji so zračunali, da če bodo na ta način kmetovali, ko zdaj kmetujejo, čez 40 let ne bodo imeli več rodovitne zemlje. Mi si tega v Sloveniji ne želimo, mi si želimo, da boste slovenski kmetje še naprej takšni, kot ste, to se pravi, da boste vedeli, da če imate zdravo zemljo, čist zrak in čisto vodo, da boste lahko pridelali tudi zdravo in kvalitetno hrano. Tako da jaz vam želim prijetne 3 dni na sejmu, tistim, ki razstavljate kakšen dober posel, ostalim pa seveda veliko dobre volje. Hvala. V naši družbi, že uvodoma smo jih pozdravili, so tudi prijatelji občine Irig, pa jih seveda vabimo besedi. Verjamem, da so tu nekje. Dobar dan svima, gospodinu ministru, gospodinu načelniku županu opštine Komenda, gospodinu Lojze Lahu. Svima vama želim uspešan sajam, puno uspeha i takođe želeo bi ovakav isti sajam da i mi napravimo u našem mestu Irig u Srbiji, jer zato i dolazimo već više puta, ne bi li uvideli tačno kako vi to kvalitetno i lepo radite. Zahvaljujem vam se još jednom na pozivu i još jednom želim vam uspeh na ovom sajmu. Prijatno. Bi kdo izmed vas želel še besedo, morda na trenutek, ker izvolijo. Še kdo morda na hitro, da pogledamo, ne? V imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Ja, seveda, hvala lepa in tudi jaz bi želel pozdraviti vse zbrane tukaj v imenu Kmetijsko-gozdarske zbornice. Res, gospodu Lahu, obema ministroma, ministru, ministrici, predsednikom strank, kolegom iz Koroške, županov, vsem zbranim res en lep dober dan in pa tukaj na sejmu, ker se 2-krat na leto srečamo, se pogovarjamo, na nek način tudi dajemo neke podlage tudi za
kmetijsko politiko naprej in Simonu Zajcu, ki je prej rekel, da želi, da kmetje kmetujemo. Jaz pa želim, da imamo dobre pogoje in se obračam na vlado, na ministre, da kmetom ustvarja dobre pogoje za kmetovanje. Kmetje bojo kmetovali, to so vedno delali, to znamo in jaz verjamem dobri pogoji, pa seveda za tisto, kar delamo, tudi dobro plačilo in se ni čega bati. Želim lep sejem, uspeh in hvala lepa. Tako, predvidevam, da bomo šli naprej k glasbi in folklori, tako da spoštovane in spoštovani, hvala vsem za nagovore in pozdrave. Brez teh, ki sedaj prihajajo na oder, pa zagotovo ne bi šlo. Kolikor je sejmov, toliko je njihovih nastopov na sejmu, torej polnih 32 in velik aplavz si zaslužijo folklorna skupina Društva upokojencev Komenda. Nastopajo namreč že od vsega začetka, odkar plešejo in brez njih, odkar plešejo, Komendi še niso odprli nobenega sejma. Njihov današnji nastop je na sejmih, kot rečeno, že 32, sicer pa imajo že krepko čez 500 nastopov. Njihov umetniški vodja je Mojca Mršol, ki bo tudi danes budno spremljala nastop. Skladba, ki jo bojo godci folklorne skupine zaigrali, pa je ta potrkana. Fantje in dekleta že vejo, kako zasukati.
Takole so svoje delo upravili vrli glasbeniki, godci torej in folklora. Če boste dali še en velik aplavz, ne bo nič narobe. Takole, sedaj pa bomo k besedi povabili gospo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandro Pivec, ki nam bo seveda spregovorila in hkrati tudi otvorila letošnji sejem. Torej, spoštovani minister, spoštovani župan, spoštovani gospod Lah, spoštovani ostali visoki gostje in seveda največji pozdrav spoštovane kmetice, spoštovani kmetje in pa razstavljavci današnjega sejma. V veliko čast in veselje mi je in moram poudariti to, da se v takšnem okolju, v katerega ste me povabili danes, izjemno dobro počutim, saj tudi sama izhajam iz njega. In ko je danes minister Zdravko Počivalšek povedal, da je tudi sam kmet, moram povedati, da iz tega okolja prihajam jaz in da očitno v tej vladi nas je več takšnih, ki imamo kmetijstvo izjemno radi in ga nosimo v srcu. Jaz se včasih pošalim, sama prihajam namreč iz velike vinogradniško-vinarske družine iz severovzhodnega konca Slovenije in rada rečem, da nosim kmetijstvo oziroma vino v svoji krvi. Pa so me že popravili, da to ni najbolj posrečen izraz, ampak kmetijstvo in vinogradništvo nosim v svojem srcu.
In vendar drugi razlog, da se tukaj izjemno prijetno in dobro počutim, je pa ta, da danes odpiram svoj resorni sejem oziroma sejem, ki sodi v naš resor, to je resor kmetijstva, gozdarstva in pa prehrane. In zato dovolite, da se nekoliko zresnim in preberem tudi nekaj resnih misli, ki mislim, da sodijo v ta okvir. Torej, slovensko kmetijstvo v tem trenutku vstopa v novo obdobje nove kmetijske politike. Na evropskem nivoju se namreč oblikuje nov okvir skupne kmetijske politike, po katerem se bo v naslednjem obdobju oblikovalo tudi slovensko kmetijstvo in s tem slovensko podeželje. Podeželska območja predstavljajo kar 90% površine Evropske unije, svojo raznolikostjo dajejo obraz Evropi in imajo pomembno gospodarsko funkcijo ter so življenjski prostor za 60% ljudi znotraj Evropske unije. Poleg tega je podeželje pomembno z vidika varovanja in ohranjanja okolja in narave. V primerjavi z mesti pa podeželje zaostaja tako pri doseganju bruto družbenega proizvoda, pri zaposlitvah, razpoložljivi infrastrukturi, kot tudi pri dostopu do različnih storitev. Temelj nove reforme so že postavljeni. Slovenija pa mora skupaj z drugimi državami članicami, Evropskim parlamentom in komisijo oblikovati kmetijske ukrepe tako, da bomo po letu 2020 lahko imeli sodobno, ciljno naravnano kmetijsko politiko. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo stremelo k takšni politiki, ki bo podpirala razvoj kmetijstva v vseh dimenzijah trajnostnega razvoja in bo še naprej zagotavljala preskrbo z varno, kakovostno hrano ter prispevala k drugim javnim dobrinam. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se že drugo leto zapored aktivno udeležuje tako spomladanskega kot tudi jesenskega sejma v Komendi, kjer se obiskovalcem predstavljamo s vsebinami programa razvoja podeželja v obdobju 2014-2020. Poleg obveščanja splošne javnosti in upravičencev o ukrepih in javnih razpisih z področja PRP, bo letos še posebej izpostavljeno ozaveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, ki med drugim predstavljajo problematiko pri izvajanju ukrepa kmetijsko-okoljska podnebna plačila. Druga tema, ki jo bomo izpostavili na sejmu, je pomembnost ohranjanja mejic, operacij znotraj ukrepa kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil in je namenjena ohranjanju obstoječih kmetijskih praks. Na sejmu pa se predstavlja tudi Zavod za gozdove, ki na svojem razstavnem prostoru poleg demonstracije in popularizacije varnega in učinkovitega dela v gozdu predstavlja tudi projekt Skrbno z gozdom, ki je namenjen tako lastnikom kot obiskovalcem gozdov. Gre za področje ustreznega obnašanja obiskovalcev gozda, sledljivosti lesa in sistema potrebne skrbnosti ter obnove v ujmah poškodovanih gozdov, povezavi z ukrepi programa razvoja podeželja. Naš cilj sodelovanja na sejmu pa je nenazadnje največji meri ta, da prisluhnemo ljudem, kako sodelujejo z državo, s katerimi postopki se najtežje spopadajo, ter kakšni so njihove predlogi, da skupaj to stanje izboljšamo. Sejem Komendi je priložnost, da se predstavi in pokaže širši javnosti pestra ponudna raznovrstne mehanizacije, od kmetijske, gradbene in komunalne ter opreme za različne kmetijske panoge. Vsi ti izdelki in stroji so izjemnega pomena za kakovostno pridelavo hrane. Na sejmu se predstavljajo tudi pridelki in izdelki, torej vse, kar je najboljše iz lokalne bližine. Slovenski potrošniki se zadnja leta namreč vse bolj zavedajo pomena lokalne hrane in vedno pogosteje tudi povprašujejo po njej. Vedno bolj se tudi zavedajo, da s kupovanjem hrane domačega porekla posredno prispevajo k ohranitvi delovnih mest in razvoju slovenskega podeželja. Po letih prizadevanj je zaživela tudi shema izbrane kakovosti. Na trgovskih policah so že od leta 2016 dostopni mlečni in mesni proizvodi označeni z znakom izbrana kakovost Slovenije. V letu 2018
so se vključili v shemo še sadjarji in začeli označevati tudi sadje. Ta znak jamči, da so proizvodi slovenski, saj so lahko označeni le v primeru, ko pridelava oziroma reja predelava potekajo v Sloveniji. Dovolite mi, da ob koncu izpostavim še, da je ravno v začetku tega tedna Slovenija prejela laskav naziv Evropska gastronomska regija leta 2021. Pobudi smo se pridružili, ker trdno verjamemo, da je skozi gastronomijo mogoče predstaviti bistvo naše države. Kaj jemo, kako proizvajamo, kako pripravljamo hrano in kako jo cenimo, je del naše kulturne identitete, tradicije in načina življenja. Ponosni smo, da bomo z nazivom Evropske gastronomske regije leta 2021 to našo najboljšo stran lahko delili z obiskovalci, turisti in sosedi na lokalni in mednarodni ravni. Leta 2021 pa bo Slovenija tudi predsedovala Svetu Evropske unije, kar bo še ena dodatna priložnost za promocijo slovenskih kulinaričnih dobrot vina in s tem tudi slovenskega kmetijstva. Spoštovani, vabim vas, da tudi nadalje sodelujemo pri izjemno zahtevni nalogi ohranjanju razvoja slovenskega podeželja, kmetijstva ter bogate ponudbe lokalne slovenske hrane. Trajnostno naravnano kmetijstvo bo namreč zagotavljalo preskrbo z varno in kakovostno hrano ter pomembno vplivalo na nadaljnji razvoj slovenskega podeželja. Na današnjem sejmu vam želim obilo dobrih poslovnih priložnosti in pa seveda tudi obilo dobrega počutja. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Sedaj pa po tradicionalni komenski navadi vabim na oder, da se nam pridružijo gospod Stanislav Poglajn, župan občine Komenda, gospod Lojze Lah, predsednik Konjiškega kluba Komenda in častni občan občine Komenda, ter gospoda ministra Zdravka Počivalška, da se nam pridružijo na odru in kot ponavadi s sklenjenimi rokami odprejo letošnji sejem. Torej, za našimi sklenjenimi rokami in s klikom, ki ga sicer niste slišali, razglašamo sejem za odprt. Hvala lepa vsem našim gostom. Seveda v nadaljevanju nas bo spremljala godba Komenda, ki ima še nekaj pripravljenega programa. Jaz pa se hkrati zahvaljujem še vsem novinarskim hišam, novinarnim posameznikom, časopisnim hišam, radijem in TV hišam za prisotnost na letošnji otvoritvi. Uživajte na 3-dnevnem sejmu in kar se da lepo se imejte. France Peternelj sem bil z vami in vam želim prijeten dan. Res sem na sejmu prvič od nastopa moje funkcije, sem pa izjemno vesela in ponosna, da sem lahko že na začetku svojega mandata z vami in pravzaprav me je dimenzija sejma in nasploh kakovost razstavljavcev izjemno presenetila. Torej z veseljem bom prav gotovo prišla že na naslednji spomladanski sejem in nasploh izjemno podpiram tovrstne dogodke, ne samo zaradi tega, ker smatram, da je kmetijstvo res izjemnega pomena za Slovenijo, tako v svojem
osnovnem bistvu, kot tudi v smislu razvoja podeželja in pa ohranjanja naših podeželskih območij, ki jih imamo veliko, kot tudi tega, da to vrstne prireditve pomenijo neko osveščanje, seznanjanje javnosti o pomenu res panoge in ne nazadnje dajajo številne poslovne priložnosti tistim, ki se na to vrstnih dogodkih srečujejo, se pravi prodajalci, razstavljavci in na drugi strani kmeti, ki se pa teh priložnosti potem poslužujejo in sklepajo tudi kakšne poslovne dogovore oziroma opravljajo nakupe. Še kakšni vtisi iz tega sejma? Kako? Ste že uspeli ogledati sejem? Ravno kar sem prišel, ampak moj vtis je, da je res izvrstno. Pač ljudi ogromen, ponudbe tudi, verjetno si ne bo uspelo vse pogledati. No. Ja. Lep pogled vam želim. Ja, hvala lepa. Hvala. Hvala.